recimo pomeni en tak dogodek za Brda, Vedrija nasploh? Za Brda, ne samo za Brda, celo Slovenijo, ker danes v Sloveniji organizirati kaj, ki drži po benzini, je težko, ker je kot birokracija, ne. In tako mislim, da se take reči dogajajo v Sloveniji, to je samo pač spodbuda, ne. In podpiram te reči. To je za organizirati eno tako preditev, je kukar, ne vem, kje so pa 100 mašin, 150 mašin in moramo iste dokumenti rihtati reševalci, gasilci. Vse mora biti za par vozil, ne. To ni lahko. En mesec doma. Kdo je šofer tle? Kdo bi se mislil, da lahko v taki majhni vasi se priredi tak praznik? Ja, fajn je, ne? In dobro bi bilo, da bi se obdržalo. Vedrijan nimam za majhno vasico, imam za solidno briško vas. Kaj pa pomeni recimo taka proga, ki ni v krogu? Proga je bila podobna kakšnemu reliju, ne? Če rečemo v drgaškem žargonu, je proga zelo hitra, zahtevna, zaradi tega, ker je asfalt tak s prevoji, ne, in če rečeš v dirkalnem, je res. Drugače pa zanimiva. Imamo vse, kar imajo veliki. Lansko leto je bila formula prvič v Brdih. Letos je drugič in upamo, da se bo to nadaljevalo. Vecchia macchina che guidava Ivan Capelli, che ha fatto anche Formula 1, ha un motore V8 da quasi 500 cavalli, pesa 600 kg e noi la usiamo per fare gare in salita, il Climb International. E basta, stiamo provando adesso per la prima volta dopo che l'abbiamo appena risistemata e vediamo come va in questa bella festa. Drugo leto zapored v tej posebni vasici v Goriških Brdih v Vedrijanu. Kakšni so vaši občutki? Kako bi rekel, ljudem, ki so tu se upali narediti, vsa čast. Ta avto je vozil zadnjo, še tudi tretji rezervni avto od ekipe Ferrari. To je še Michael Schumacher je vozil to avto, tako da je 2006 leta. To je bil Tesla še, tretji rezervni avto in to sem jaz nekako po mukah dobil, kupil. In zdaj ga za svoje gušte peljem in za ljubitelje rdeče barve. Prav tak za ženske rdeč. Wow! Škivo, jaz se bom kar v tem peljala, se mi zdi, veš. Ne se reži. Ne, bom šla kar tle. Kako se počutiš v dirkalnem avtu? Ja, bomo videli poleg, me bo popeljal gospod Angero. Kaj sploh pomeni recimo varnost pri takem dogodku? Varnost pomeni vse. Kaj pomaga organizirati kakšno tak dogodek, ko se kaj zgodi neumnega, 1, 2, 3, ne? In pole se uniči vse. Ne bo tak lep dogodek in da rata nesreča, smo pole zelo vsi žalostni, ne? Ja, tukaj vemo, da tu ni dirkanje, tako da vsi bomo dejansko šli na 70-80%, tako kot na kakšnem testiranju. Zaradi tega mislim, da človek, ki je sem prišel tekmovati, mora vedeti toliko v glavi. Je pa tako, da tekmovalni ta šport je zahteven in lahko mimogrede pride do napake. Dajmo in aplauz za Milana in za Toyoto. En velik aplauz. Bravo! Bravo, Milan, prvi start. Na start si podala Toyota Auris, 1.4 dizel, 100 konjev. Kako je bilo? Prej smo videli, da ste se šli Giro. S kakšnim avtom? Kaj je bil to za eden? S Toyoto smo šli. Peljal nas je pa predstavnik Toyote in bilo je res super fenomenalno.
tako da bi kar ponovila. No. Verjamem, da boste imeli še možnost, da ne to, koliko avto je. Canja, tvoj občutek? Ne, Simon je fenomenalen voznik in je bilo super, res super. Ivo, malo me je strah. Me je rekel, da na pritisku na has. Ok, spusti mene tle ven. Ivo, no, nič komentirala, ali tako se trasam. Kot občinskega predstavnika, podžupana, ne, bom rekla, so vas povabili na vožnjo? Ne, zaenkrat še ne, me niso povabili na vožnjo, sem pa prišel na vožnjo in sem zadovoljen in si želim predvsem, da bi bila to varna vožnja za dirkače in tudi gledalce. Sedaj, veste, tudi kot, bom rekla, sprejel del organizacije, recimo, ki pomene organizirati tak dogodek? Ja, moram reči, da lani, ko smo začeli s to prireditvijo, da so res bile sanje. A potem, ko smo to stvar ujeli, je dejansko smo videli, da smo Brici sposobni, predvsem pa Vedrijenci, da so sposobni neko tako stvar organizirati. Kot občina take stvari smo soorganizator, predvsem skozi to, ko promoviramo Brda in pomembno nam je tudi, da pokažemo, da take stvari sodijo na cesto, kjer je varna promocija vozil. Da lahko rečemo, da so Brda vsestranska. Je ni stvari, recimo, da se ne bi znalo zgoditi ali pa organizirati. Kar govorimo, ja. Brici smo se skozi zgodovino pokazali, se dokazujemo in kar poznam mlado generacijo, se bomo tudi dokazovali, da predvsem z našim trdim delom znamo speljati marsikaj. Zato smo se tudi skozi zgodovino tle obdržali. Bili ste eno lepo pozicijo tle v Vedrijanu, na enem takem posebnem dogodku. Ja. Vidimo lepa dva ovinka, ker se avto jugo ne prav podvirne. Motokontent. Reče, ne samo sadje in vino, zdaj je to taki malo ta adrenalina. Lansko leto smo bili prvič, nismo verjeli, ali bo res, ali ne bo res. Smo bili prijetno presenečeni. Letos pa komaj čakali, da bo spet. Tako da polo upanje tudi do drugo leto, da... Absolutno. Bomo sigurno tle. Bi se upali jeten Giro tako s kakšnem? Bi zaupali šoferju? Ne. Jaz sem prestar za zaupati. Kakšen športni avtomobil, bom rekla, ali formula vas je najbolj navdušila? Ja, Ferrari. Tako. To ne vidiš vsakič, ne? Ne zmeram, ne. Moja vloga je, da pred dirko, da pogledam, če so kapce na gumah in da dam Ferrariju znak, da lahko gre. Dobri, ne? Tako. Rupiska gre. Rupiska, ne? Drugi adrenalin, ki rečejo, grejo dlake po koncu. Dlake po koncu, to vsekako. Yamaha podpirate
v teh adrenalinskih vožnjah? Mama podpira zmeri sina, povsod se druga preostane. Kakšni so občutki, tako ko vidite, ko gre skozi ovink in to, ko vidite noter, kako se malo zanese? Ja, mama se ne bi usedla v avto. Milan, kako zdaj? Ste ujeli svoje sanje? Ja. Bolj se ne morem predstavljati. Letos je bilo drugič, naslednje leto bo sigurno tretjič. In stvari se morajo zgoditi samo še na višjem nivoju in da v Brda bodo in v Vedrjan bodo prišli ljudje ne samo z naših krajev, ampak tudi iz zamestva in podobno. Sem zadovoljen in ponosen na ta dogodek.